Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o vzponu Makedonskega imperija. Makedonci so vedno živeli v senci helenističnih Grkov, ki pa so imeli močan verski, arhitekturni, filozofski, politični in vojaški vpliv nanje. Vendar so bili Makedonci s strani Špartancev, Tebancev in Atencev videni kot navadni barbari. Vendar so Makedonci vedno sloveli kot dobri vojaki, ki so služili kot živa pregrada pred dejanskimi barbari, ki so vpadali na grško-makedonsko ozemlje. Makedonska ekonomija je temeljila predvsem na poljedelstvu in živinoreji. Kot sem že povedal, so bili Makedonci hrabri vojaki, ki so bili dobesedno revolucionarni na vojaškem področju. To ljudstvo je izpopolnilo falango. Zdaj pa, kaj sploh je falanga? To je bila bojna formacija, ki so jo uporabljali predvsem v antični Grčiji. Lahko bi jo opisali kot veliko skupino vojakov, ki so skupaj stali v tesnih vrstah in držali sulico naprej proti sovražniku. V roki pa so imeli ščit in se tako ščitili pred sovražnikom. Bog falange pa je branila konjenica. Makedonski kralj Filip Makedonski je nekaj časa svojega življenja preživel v Tebah in jo izpopolnil, ko je prišel nazaj v Makedonijo. Grška falanga je bila močna formacija. Ta formacija je premagala Perzijce pri Maratonu in pri Termopilah. Vendar je Filip svojim enotam dal sulice, ki so bile dvakrat daljše od grških. Te sulice so bile dolge kar 7 metrov. To je dobesedno naredilo neprebojni zid, ki je na sovražnika vplival psihološko in se ni mogel braniti proti Makedoncem, ko so ga zajeli v falango. Vendar so bili Makedonci dejansko veliko pametnejši od Grkov. Medtem ko so se Grki spopadali med sabo za nadzor nad ozemljem in kdo bo boljši, je Filip II. Zavzel ogromno ozemlja severno od Grčije in sklenil ogromno zavezništev z drugimi ljudstvi. Da bi Filip II. Okrepil svojo državo, se je poročil za epirsko princeso Olimpijo, ki je bila iz bogate plemiške družine. Prav ona pa mu je rodila sina Aleksandra, ki bo komaj pri 20 letih začel ustvarjati največji imperij tistega časa. Po osvojitvi predelov na severu Egejskega morja se je vmešal v spopade v srednji Grčiji in si podredil Tesalijo. Zavzetje Halkidike je resno grozilo trgovske poti, po katerih so Atene uvažale žito. V Atenah so nastali makedonska in protimakedonska stranka. Zadnjo je vodil govornik Demosten. Pri makedonskemu kralju in njegovim poskusom podrejanja grškega sveta je napisal 4 govore, Filipike, v katerih je opozarjal, da Makedonci ogrožajo atensko svobodo in politično ureditev. Na njegovo pobudo so ustanovili Helensko zvezo, ki naj bi varovala Grke pred makedonskim napadom. Do odločilne bitke med združenimi Grki pod vodstvom Aten in Makedonci je prišlo leta 338 pred našim štetjem. Pri Hajroneji, prepričljivo pa je zmagala Makedonija. Po bitki je bilo očitno, da so polisi postali gospodarsko, socialno in vojaško prešibki, da bi se lahko upirali bolje organiziranim Makedoncem. Filip II. Se Grkom ni maščeval, a polisi so jo izgubili ves vpliv. Mnogi člani makedonske stranke v Atenah so Filipa pozivali naj prevzame hegemonijo in začne vojno proti Perziji. Istega leta so ustanovili Panhelensko zavezo grških držav, razen Sparte. Razglasili so splošni mir in avtonomijo vseh mest. Naslednje leto so Filipa II. Imenovali za poveljnika v bližajoči se vojni s Perzijo in začeli priprave nanjo. Kmalu zatem pa so Filipa II. Ubili zarotniki in priprave so se prekinile. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.